Jasnovidnost ima to značilnost, da ko mi jasno vidimo stvari, jih mi v bistvu ne vidimo s fizičnimi očmi, čeprav mi mislimo, da bomo videli z očmi, ampak vidimo s tretjim očesom. Vidimo sliko tukaj noter. Jasnovidnost je dejansko tak dar, ki ga si vsak želi. In vedno mi rečete to: joj, koliko bi bilo pa dobro, da bi jaz videl angele, da bi jaz videl duše, da bi jaz videl vsa sporočila, zato ker se vam zdi, da če si pa jasnoviden, pol je pa to zares. In velikokrat ljudje, ki smo jasnočutni, si ne želimo biti jasnočutni, zato ker potem čutimo ful preveč stvari in je to malo naporno, in si vsi želimo biti jasnovidni, zato ker se nam zdi, da če bomo pa mi videli s svojimi lastnimi očmi, če bomo pa mi videli, potem bo pa to drugače, potem bo pa dejansko, ker bomo videli, to bolj zares. Zdaj mi pa povejte, če enako velja za vas, če se tudi vam zdi, da če bi videli sporočila angelov, če bi videli odgovore, če bi bili jasnovidni, da bi to bilo malo bolj zares. Zato, ker mislimo, da jasnovidci, se pravi ljudje, ki vidijo sporočila, dobivajo sporočila skozi uvide, ki vidijo, da je pa to potem veliko lažje, ker vse razumemo. Ampak dejansko sama sem v svojem življenju ugotovila, da je dar jasnovidnosti eden takih, ki, čeprav bi ga vsakrat imel, ni toliko zelo lahek dar, kakor mi mislimo, da je. Vsi mislimo, ok, če bi pa jaz s svojimi očmi videl, potem bi bilo pa to zares. Ker če pa sam mislim, pa če sam začutam, to verjetno si lahko še moj umkem domišljala, si lahko kaj izmišljuje, ampak če pa bom videl, pol je pa to za prebito zares. No, ampak žal ni tako, zato ker tudi dar jasnovidnosti ti ne služi, če nimaš razvitih tudi ostalih darov zraven. Kaj to pomeni? Vsi med nami, to sem zdaj že velikokrat povedala, pa bom še enkrat, ker je pomembno, da o tem govorimo, vsi med nami imamo sposobnost, da smo povezani z duhovnim svetom, da lahko vidimo, slišimo, čutimo, se zavedamo sporočila iz duhovnega sveta. Nekateri smo bolj odprti, ker bolj delamo na tem, ker se bolj odpiramo, ker bolj podpiramo svoje darove. Nekateri smo malo bolj zaprti, zato ker ne dajemo toliko svoje pozornosti temu. Vsi ti kanali, vse te super moči so kot mišica. Se pravi, če bomo mi trenirali v fitnessu, se bo mišica okrepila. Če pa ne bomo pač nikamor šli niti na sprehod, bodo vse naše mišice ohlapne. Tam bodo še vedno, ampak pač ne bodo močne. In enako je pri uporabi naših darov, pri uporabi naših supermoči. Vsi smo jasnovidni, jasnočutni, jasnoslišni, vsi imamo te darove, ampak če jih ne treniramo, če ne delamo vaj, ki jih podpirajo, če ne živimo v takem življenjskem slogu, ki bi podpiral odprtost teh naših darov, potem pač mi nismo toliko pretočni, No in sama ogromno delam na svoji pretočnosti, zato ker potrebujem biti pretočna, zato da sem lahko v stiku z angeli, da lahko vidim, slišim, prejemam njihova sporočila. In kot sem vam že omenila, sem sama najprej prebudila dar jasnoslišnosti. To pomeni, da sem sporočila slišala, da so se mi oglašali, da sem jih potem ponavljala za osebo, ki je bila zraven mene. In na tak način sem bila 100%, da nekaj dobivam, da si ne zmišljuje teh sporočil moj Potem se mi je razvil dar, jasnočutnost sem imela že ves čas, se pravi, da sem čutila v trebuhu, kaj prav, kaj ni, da je občutek bil v meni prisoten. No, se pravi, imela sem jasnočutnost in imela sem jasnoslišnost kot prva dara, ki sta se meni odprla. Potem tretji dar, ki se je meni odprl, je bil dar jasnovidnosti. To pomeni, da sem videla duše, ki so okrog mene letale, da sem videla angele, da sem videla duhovne vodnike. In mi si postavlja zelo dobro vprašanje, in sicer kako izgledajo angelčki, ki jih vidiš. In bom zdaj povedala, kako je bilo zame, ko sem prvič videla angele. Dejansko angeli nimajo takšne fizične oblike, kot si mi malo predstavljamo, da imajo krilca, pa kakšno harfico, pa skražljane laske. Angeli so dejansko zelo, zelo močna energija in so v bistvu kot na nek način ognjemet
neke svetlobe. Na tak način jaz angele vidim in tudi po teh barvah, v kakšnih so, po občutku, kakšen pride zraven jih, takoj prepoznam, kateri angel je kateri. Recimo ta tukaj zgoraj, to je energetska slika nad angela. Tako izgleda dejansko nad angel Mihael. Te energetske slike je upodobila moja sestra Anja Timzoja, ki jih je tudi skozi svoj dar jasnovidnosti videla in je potem vse te nadangele upodobila. Pa če želite, vas peljem pogledati po našem, naredimo samo da se obujemo capatke, naredimo pojdimo v galerijo angelčkov. Prav, mi imamo v našem poslovnem prostoru, tle v našem spaju za dušo, stene polne energetskih slik. In na vsaki energetski sliki je upodobljen različen nadangel. In recimo tale tukaj je rozaste barve, sicer zgleda rdeče, ampak je rozast, to je nadangel Kamuel, ki je prav za ljubezen. Evo, vam ga pokažem. Na tak način se nam prikaže nadangel Kamuel. Potem ta za mano tukaj, ta je meni sploh božanski, to je nadangel Samael. Tak je nadangel, ki pomaga nam sprostiti vse oblike drame, vse oblike strahov in nam da popolno svobodo. Njega pokličete, kadar potrebujete, kadar ste v stresu in potrebujete več pomiritve. No, ta turkizem tukaj zadaj je pa nadangel Sandalfon. Nadangel Sandalfon je pa tisti, ki odpira naše kanale za povezovanje z duhovnim svetom in nam dejansko pomaga, da smo še bolj pretočni. To je nadangel Zadkiel, vijoličanje, ki nam pomaga manifestirati naše želje. Nadangel Zadkiel. Okay. Zraven njega je še en nadangel Haniel. Ta nadangel nam pa pomaga zelo podobno kot Samael, da sprostimo stres in obnovitev, telesno obnovitev celic. Evo, ta velik zadaj je pa nadangel Rafael. Bom bolj nazaj stopila. A vidite? Božanski nadangel Rafael. Rafael nam pa pomaga, da smo zdravi, ne? Pomaga nam, da uvajamo dobre, zdrave navade v naše življenje in je zelo, zelo čudovit. Tukaj le za mano je velika slika nadangela Gabriela. A vidite, ta je tudi čudovit. Vsak je čudovit, vsak na svoj način je čudovit. Pa še tele vam bom pokazala. Gabriel je za otročke, za prebuditev tudi našega stika z našim notranjim otrokom in seveda za vse, ki pišete, ki nastopate, on je podpornik umetnikov. Potem imam pa tukaj še 3 nadangele, da vam jih pokažem. Bom samo tega predstavila, ki je bolj znan, nadangel Uriel. Nadangel Uriel nam pa pomaga, da smo zelo kreativni, da smo izjemno uspešni poslovno in tako v življenju in pri obilju nam pomaga. Torej, da se vrnem nazaj, v bistvu angeli se ne prikazujejo v podobi človečka, ki ima krilca in kikelco in skravžljene laske, ampak so angelčki pravzaprav zelo močna energija, svetloba, kot nek ognjemet, vibracije, ki se potem prikaže tudi v obliki svetlobe, različnih barv, različnih gostot energije. No, in vse te energetske slike je ustvarila moja sestra Anja Timzoja, ki je tudi skozi svoj dar jasnovidnosti jih videla in jih je potem v svojih kreacijah ustvarila ravno zaradi tega, ker ste nas sprašvali, kako izgledajo posamezni angeli, in zato, ker ko vidiš to sliko, se ti lahko s tem angelom povežeš in ta čudoviti Mihael, ki je za mano, je v moji pisarni, sem ful vesela in kadarkoli dejansko sem ali v stresu ali lovimo kakšen rok in je treba kaj na hiter, se samo v Mihaela zagledam in me on očisti in me spet napolni in mi njegova prisotnost daje moč. Ok, in torej, kako izgledajo angelčki, ne? Kako izgledajo angeli, so dejansko takšni. Medtem ko so boginje, pa drugačne, ne? Boginje so pa prav tako prikazane, meni se pogosto prikažejo v obliki svetlobe, ampak boginje se pa rade dejansko dajo tudi v podobo različnih čudovitih žensk. Medtem ko angeli tega
angeli tega ne delajo, medtem ko pa različne vile in deve iz naravnih svetov, ta bitja se pa prav tako upodobijo v take vile, kot jih poznamo iz pravljic, dobesedno, ne. No, in v bistvu moj dar jasnovidnosti, ko se je moj dar jasnovidnosti razvil, sem jaz lahko videla vse povsod vse. Videla sem duše, videla sem angele, videla sem duhovne vodnike in zame je bilo takrat, wow, čist preveč in sem se kar ustrašila tega in sem rekla, ne želim biti jasnovidna, to je preveč, a ne, in so se mi takrat, potem se mi je ta kanal zaprl, zato ker je bilo preveč intenzivno, ne. No, in meni se je potem moj dar jasnovidnosti takrat zaprl in se mi je šele čez 3 leta spet aktiviral, ko sem prosila, ko sem rekla, ok, angeli, zdaj sem pa jaz pripravljena, zdaj pa se mi lahko prikažete, bom sprejela pač svojo jasnovidnost. Kaj je v bistvu pri jasnovidnosti, ne? Jasnovidnost ima to značilnost, da ko mi jasno vidimo stvari, jih mi v bistvu ne vidimo s fizičnimi očmi, čeprav mi mislimo, da bomo videli z očmi, ampak vidimo s tretjim očesom. Vidimo sliko tukaj noter. Kaj to pomeni? To pomeni, da vidiš sliko v možganih, ne pred sabo, ne? Ni tako, da bi se ti lahko te vizije tako dotaknil, ne? In ko sem sama pred nekaj leti bila v neki situaciji, ko sem bila poleg osebe, ki je umirala, sem recimo sedela ob njegovi postelji, ker sem bila zraven družine, da sem jim pomagala pač posloviti te duše oziroma te osebe. In ko sem jaz gledala njega, tega gospoda na tej postelji, se je meni kar naenkrat v mojem tretjem očesu prikazala slika 3 oseb, 3 duš. In je bila ena starejša ženska, en moški v takem prav posebnem rekelčku, posebno srajčko, skratka vse vidiš, dejansko vidiš prav do oblačil natančno, a ne. In pa ena punčka, ki je imela tako dolge lase in spet spletene v kito, a ne. In seveda, ne, meni je bilo malo težko tej družini v bistvu kar povedati, kaj jaz vidim, zaradi tega, ker oni niso verjeli v te stvari, njim to ni bilo blizu, a ne. Ampak sem rekla, če jaz to vidim, jaz moram pač njim povedati, ne. In sem jaz pač povedala, ne, sem rekla, jaz vam moram pač povedati, jaz vidim pač tukaj 3 duše, ki so se prišle pač posloviti od te osebe. Oziroma ne, da so se prišle posloviti, ampak so ga prišle pospremiti nazaj v pač duhovni svet. Ker ko duša zapušča fizično telo, ko nekdo tukaj na planetu Zemlja umira, vsi njegovi najbližji, ki so že recimo temu v duhovnem svetu, pridejo pon, da ga pospremijo nazaj. In tukaj se je to dogajalo. Jaz sem bila tam in sem dejansko videla, kako so te 3 duše prišle pomagati njemu, da se je pač poslovil in se vrnil nazaj v naš dušni dom. In sem potem pač takrat povedala tem osebam, koga vidim in kaj vidim, a ne. In so rekli, ok, v redu, prav hvala, ne. So bili malo tako skeptični, ne, ker niso čisto točno vedeli, kaj zdaj to pomeni, pa kdo te osebe so. In sem jim predlagala, da gredo pogledati v stare družinske albume od tega gospoda, ki je umiral, in mogoče pač najdejo povezavo, kdo je ta oseba, oziroma te 3 osebe, ki so pač prišle, ne. In jaz sem jim vsako osebo posebej opisala. In nekaj je zelo značilno za jasnovidnost. Običajno, ko jasnovidci vidimo duše, jih ne vidimo cele. Jih vidimo običajno samo do pasu, kar je zelo smešno. Ne vem, zakaj je tako, ampak tako je. In tudi sama zelo redko vidim dušo v celem telesu. Vidim jo samo do pasu. In tudi to, ko vidimo duše, niso duše vedno v starosti, ko so one umrle. Včasih se duša prikaže v drugi starosti, mogoče malo bolj mlada, a ne. Skoraj nikoli se ne prikažejo v svoji starosti, ampak bolj v tem srednjih letih, recimo. No, in jaz sem potem jim predlagala, da gredo pogledati v stare družinske albume, če mogoče te osebe najdejo. In sem vsako osebo posebej opisala, kako izgleda, kaj je imela oblečeno, ker pač sem videla vse, od tega, kako je imela gospa ruto čez glavo, do tega, kako je imela punčka zavite lase v kito, do tega, kako je imel ta moški, ta gospod, ki je bil zraven, karirasto srajčko in en tak rjav lajbč, se pravi tak jopič, poseben z neko značko. In jaz sem pač vse to opisala. In potem je ta družina res šla gledati v stare družinske albume.
In kaj so odkrili, ne? Odkrili so, da so te 3 osebe bile mama, oče in sestra od tega gospoda, ki je pač odhajal, ki je umiral. In vsi 3 seveda so že preminuli. Mama in oče in sestra, ko je bila zelo, zelo mlada. Zato se je ona pokazala tudi v mladosti, ker je bila dejansko mlada, ko je živela na planetu Zemlja. No in od takrat dalje ta družina veliko bolj verjame, da obstaja pač tudi druga dimenzija. In v bistvu, zakaj to razlagam? Zato, da boste lahko videli, kako v bistvu jasnovidci vidimo recimo duše, kako se prikazujejo, kako se angeli prikazujejo. In torej, moji uvidi so takšni, da vidim, in to velikokrat jasnovidci vidimo na tak način, ne fizično, da bi lahko prijel zdaj tle osebo, ampak jo vidiš, kakor da bi skozi pogled, ki ga ti gledaš, bila še ena slika, ki ni tako živa. Se pravi, meni se duše prikažejo, kot da bi bile malo motne. Kot neka taka stara fotografija, da je malo motno, da niso jasne, da ni jasnih barv, da ni jasnih vzorcev. In to je jasnovidnost, da si ti sposoben s svojo točko uvidov, svojim tretjim očesom, ki je tukaj, videti realnost, ki jo sicer običajna zemeljska zavest ne vidi. In kot jasnovidka, oziroma kot oseba, ki ima zelo razvit ta dar, imam sposobnost ne videti samo duše in angele in energije, ampak dejansko vidiš v bistvu tudi čustva ljudi, vidiš energetsko polje, auro ljudi, vidiš v bistvu dobesedno pač v kakšnem počutju je oseba zraven tebe, zaradi tega, ker pač vidiš, kako se ji barve spreminjajo, vidiš, kako se energija njena spreminja. In zato jaz včasih, ko pridete k meni na dogodek, vam rečem, daj se še malo usedeti, po meditaciji nisi še prizemljen. Zato, ker vidim v vašem energetskem polju, da ste razpršeni in da potrebujete energijo nazaj pač spraviti k sebi. In pogosto, ko pridete na moje dogodke, vam tudi kakšen uvid povem, pa vam rečem, tole pa tole, in ti dejansko, takrat, ko se s tabo pogovarjam, se mi zraven slike pripeljejo, da ti lahko pomagam, da ti lahko svetujem. Zdaj, jasnovidnost, kako pa ti veš, da si jasnoviden? Zdaj, jaz imam zelo razvito jasnovidnost, zato, ker sem tudi delana na tem, ker sem se odločila, ta dar bo razvit. In sama poznam ogromno vaj, tehnik, ki jih je potrebno redno izvajati, zato, da ti ta tvoj kanal še bolj aktivno odpreš. In vse te tehnike bom učila na mojem tečaju Celestial Inspiration, kjer vam bom pokazala, kako vse svoje kanale, jasnovidnost, jasnovednost, jasnočutnost, jasnoslišnost odprete do te mere, da boste prejemali konkretna in jasna sporočila strani vaših angelčkov. No in kako ti veš, da si jasnoviden? Pogosto se jasnovidnost kaže v tem, začne se tam, da zelo pogosto dobivaš znamenja, znake, sporočila v obliki peres na tleh, v obliki enakih številk, v obliki kovančkov, mogoče v obliki sovice, da vedno, ko je pomembna stvar, vidiš ti eno sovico, eno žival, ki je tvoja duhovna žival, ki se ti redno prikazuje, recimo. In v bistvu to je prva stopnja jasnovidnosti, da vidiš simbole. Ampak jasnovidnost je veliko več kot to. Je dejansko tvoja sposobnost, da vidiš uvide, da vidiš sliko, da vidiš film, da se ti dobesedno prikaže neka zgodba, neko sporočilo skozi film ali sliko. In druga stopnja naše jasnovidnosti, ki se običajno razvije po tem, ko vidimo simbole in znake, druga stopnja jasnovidnosti je, da imamo izjemno žive sanje. Se pravi, da sanjaš in se zjutraj zbudiš in točno veš, kaj si sanjal, in so sanje izjemno, izjemno žive. Zdaj, pogovarjamo se danes o kanalu jasnovidnosti. In jasnovidnost je dejansko dar, ki se ga po stopnjah razvija. Medtem ko jasnoslišnost se takoj odpre, ko se ti za to odločiš in delaš vaje. Jasnovidnost je pa malce bolj kompleksen dar in se po stopnjah odvija. In začne se s tem, da dobivaš znamenja vse posod. Da ko prosiš, ti angelčki pustijo znamenja. Drugi korak je, da se ti začnejo odvijati zelo žive slike v tvojih sanjah. In zdaj, če ne sanjate veliko,
pa bi želeli bolj sanjati. Vse, kar morate narediti, je to, da date listek z enim vprašanjem pod svoj vzglavnik. Naprimer, napišeš na listek: dragi angeli, v sanjah mi odgovorite na vprašanje, kaj naj bo moj naslednji korak na moji poslovni poti. Naprimer. In dajte ta listek pod vzglavnik. In lahko ste prepričani, da boste imeli izjemno žive sanje. Izjemno žive sanje. Mogoče ne še prvi dan, oziroma prvo noč, mogoče ne takoj, da boste razumeli, ampak vse, kar počnete, je to, da vi nadaljujete s tem, dajete isti listek, dokler se vam tekom nekaj noči ne pripelje cela zgodba. In seveda zapisati, kar ste dobili, zaradi tega, ker mi mislimo, saj si bom spomnil, ampak če se sredi noči zbudiš iz sanj, moraš v tistem trenutku sanje napisati. Zaradi tega, ker če jih ne napišeš, pozabiš, Pa vsi mislimo, da bomo pozabili, ampak pol dejansko pozabimo. In torej, druga stopnja so žive sanje, In mi žive sanje lahko spodbujamo s tem, da dajemo listke z vprašanji, ki morajo biti zelo natančna, zelo nedvoumna vprašanja in dlje časa z enim listkom spati, To pa res, vam iskreno povem, boste malo manj spali, Tako da, če ste v obdobju, ko rabite veliko spanca, potem ne zdaj te vaje delati, No, in v bistvu to vam bo pomagalo, ta vaja vam bo pomagala, da se boste malce bolj dejansko odprli. Meliti se zdi, da se zelo redko spomni sanj in da se ji zdi, da sploh ne sanja. Vsi sanjamo, ampak sem sama ugotovila, da ljudje, ki imamo izjemno aktiven se običajno sanj ne spomnimo. Zaradi tega, ker je naš ves čas v dejavnosti, v dogajanju, ves čas, da se dejansko sploh ne odklopimo toliko, da bi se skozi, ker center za sanje je čisto drugje, kot je naš center razmišljanja in uma, V bistvu se sanje dogajajo dejansko v tistem delu nas, kjer je zavest, ne v tistem delu nas, kjer je razmišljanje, kjer je analitično razmišljanje, In če smo mi v bistvu zelo aktivni v analitičnem razmišljanju in sploh veliko razmišljamo pred spanjem, potem bomo zelo težko aktivirali ta del, kjer so sanje, Če čisto poenostavim. Zato, kar je zelo dobro, je veliko sprehodov v tišini, mogoče kakšne kopeli, mir, tišina, da počasi zaspiš, v smislu, da se umiriš, predno zaspiš in bodo sanje zagotovo bolj bogate. Poskusi s tem. Natalija pravi, da sanja ne, da pa vidi po 3 enake številke na registrskih že nekaj let, samo da še ni ugotovila, kaj sporočajo. Zdaj, v enem od prejšnjih videov sem že govorila o tem, ampak bom zdaj samo še enkrat ponovila, ker je to zelo pomembno, Se pravi, naši angeli nam pošiljajo sporočila v obliki znamen kot potrditev, da smo na pravi poti in da bo vse v redu. Se pravi, gre za zagotovilo. Če pa mi želimo vedeti, kaj nam angeli želijo sporočiti, moramo pa mi v bistvu aktivirati našo povezavo z duhovnim svetom skozi kanal. In to je tisto, kar jaz učim na tečaju Celestial Inspiration. In si lepo povabljena, Natalija, in vsi, ki bi želeli dejansko vedeti konkretne odgovore na svoje vprašanja, kaj vam angeli sporočajo, ker to sposobnost imamo vsi, samo ne znamo uporabljati tega, In potem se ves čas zanašamo dejansko na naše številke, na peresa na tleh in super je to, vse to je super, ampak nam ne da odgovorov, to nam da samo potrditev, da smo na pravi poti. Zato sem v bistvu jaz razvila svojo metodo, s katero vzpostavljam stik z duhovnim svetom, kanaliziram njihova sporočila. In torej, sporočila angelov so zelo konkretna, ampak ker ne znamo priti do njih, se potem zanašamo na znamenja. Jaz si pa želim, da bi vi to znali, zato vam v bistvu to znanje predam. Tukaj v teh videih pa v bistvu malo odpiramo zavedanje, tisti, ki bi pa želel aktivno odpreti tudi svojo jasnovidnost, da bi videl, tako kot jaz vidim, duše in vse, kar ga zanima, da bi rad videl, pa seveda ne pride na tečaj in bomo tam to skupaj aktivirali. Slavi pravi, da si vse sanje zapisuje. Krasno. Sanje veliko krat šele kasneje, ko se nam v življenju določene stvari zgodijo, dobijo smisel. Zato, če ne razumete sanj takoj, nič panike, preprosto živite življenje naprej in čez kakšen teden, 2 tedna, 3 tedne spet poglejte in se vam bo sestavili. Melita pravi, kako naj umiri
Sprehodi, meditacija, negovanje telesa, kopeli, vse to ti pomaga. Potem imamo pa še en nivo jasnovidnosti, a ne, se pravi, rekli smo najprej znamenja, ki jih dobivaš, in če redno dobivaš znamenja, je znak, da si odprt na področju jasnovidnosti. Če redno sanjaš in so tvoje sanje žive, je prav tako druga stopnja dokaza, da je tvoja supermoč jasnovidnost. Tretja stvar je pa ta, da ko meditiraš oziroma ko se globoko sproščaš, da se ti takrat začnejo prikazovati slike oziroma vidiš svetlobo. Ko zapreš svoje oči, da vidiš svetlobo. Ko imaš nekaj časa zaprte oči, da se ti svetloba spremeni v vzorce, v barve, v slike. In v globokih meditacijah se ti dejansko prikazujejo slike. To je pa potem tudi še ena stopnja jasnovidnosti, to so vse predstopnje, a ne? Se pravi, kot da če se ti to dogaja, pomeni, da imaš dobro odprt kanal jasnovidnosti. Ampak da ga čisto odpreš, je pa v bistvu potrebno potem delati vaje, jaz sem odkrila, da obstajajo prav določene točke na telesu, ki jih pritisneš, ki jih aktiviraš, da v bistvu še bolj odpreš svojo jasnovidnost. Ampak je tako, pač jasnovidnost jaz res učim samo na tečaju Celestial Inspiration. Zakaj? Zaradi tega, ker je jasnovidnost zelo močen dar in ga je potrebno odpreti v nekem, bom temu rekla, vodenem okolju, zaradi tega, da se ne ustrašiš potem vsega tega, kar vidiš. Je pa itak to nekaj najlepšega, ne, ko se odpreš za ta dar. Tako da tisti, ki ima veliko željo ta dar aktivirati, ga povabim, da pride k meni na tečaj. V bistvu pri vseh teh kanalih je pomembno, a ne, to ni kanal, ki lahko izsiliš, da boš dobil rezultat, da boš zdajle videl, ker zdajle hočeš, a ne. Bolj kot hočeš, bolj kot izsiljuješ, manj vidiš. Zato je pri vseh teh kanalih jasnovidnost, jasnočutnost, jasno vonjenje, jasnoslišnost, jasnovednost, pri vseh teh kanalih je bistveno to, da si vzamemo čas, da postopoma delamo vaje in da damo sebi res dovolj časa, da se počasi ti naši kanali res odprejo. Kot sem rekla, vsak izmed nas ima vse kanale, 2 sta bolj odprta. Danes si lahko ugotovil, ali je jasnovidnost tvoj dar. Če nisi se prepoznal v tem, če nobena to, kar sem povedala, nič od tega ti nimaš, to ne pomeni, da ta dar pri tebi ni mogoče odpreti. Pomeni pa samo, da ni v prvi vrsti, da ni najmočnejši. Vse darove, vseh teh 5 darov mi lahko odpremo, a ne? Torej, jasnovidnost je en dar, ki je definitivno čudovit in vreden, da ga raziskujemo, da si vzamemo čas za to in se veselim, da ti bom delila vse moje tehnike, med drugimi tudi konkretne vaje, kako svojo jasnovidnost še bolj odpreš. Nataša pravi, da vsak dan srečuje več peres. To pomeni, da te angelčki močno spremljajo in podpirajo. Dobro vprašanje, Alenka pravi, zakaj pa se kanali odpirajo in potem spet zapirajo? Ja, zakaj? Zaradi tega, ker vsi kanali ne morejo biti naenkrat odprti, ne? Da bi naenkrat videl, čutil, slišal, se zavedal, meni se je to zgodilo in sem mislila, se me bo kar zmešal. To je preveč dražljajev, preveč informacij iz vseh strani in ne zmore naš zemeljsko telo ni sposobno tega iz toliko močnih strani slišati in prejemati sporočila. Predstavljaj si, da prideš domov in ti igra glasba v sobi od tvojega sina, mož ti nekaj razlaga, slabo se počutiš, ne vem, razmišljaš o eni tretji stvari, potem še nekdo na telefon kliče in ti teži in to se vse naenkrat dogaja. Predstavljaj si, da se to vse naenkrat dogaja in itak znoriš, ali ne moreš. In vsi te kanali so prav to, da bi ti naenkrat slišal, čutil, se zavedal, videl. To je toliko dogajanja, da ne morejo biti naenkrat vsi kanali odprti. In zato se nam odpirajo, glede na to, kateri kanal je za nas pomembno, da v tistem obdobju skozi njega prejemamo sporočila. Sama recimo imam vse te kanale zelo odprte in se malo izmenjujejo. Včasih vidim sporočilo, včasih slišim. Najmočneje je zame odprt kanal jasnovednosti. In tudi ta moja tehnika Celestial Inspiration je bazirana na tem, da vas naučim
kanalizirati, kar pomeni, da ste medij za angelska sporočila, da zaprete oči, da vzpostavite povezavo in da govorite vse, kar prihaja. In je pravzaprav izjemno močna tehnika, ko res dobite prav tako globoko zavest in ogromno sporočil in kar tečejo sporočila. In sploh ne moreš vedeti, da si ti, se ne znaš predstavljati, koliko je to wow, ko skozi tebe teče ta zavest. In zato je moj največji dar, najbolj aktiven dar je jasnovednost in tudi medijstvo, mediji najpogosteje, ko kanaliziramo, v kanaliziranju smo jasnovedni, ker na najlažji način prihajajo sporočila na tak način. Ampak jaz še vedno zraven včasih vidim sliko, slišim, čutim, pač se izmenjuje. Evo, vsi, ki si želite priti na delavnico, pa vas mogoče matra, ali da ni pravi, da imate zasedene datume, ali da vam je predrago, karkoli, lejte, dragi moji, samo dajte namero. Danes pejte, vzeti majhen listek, napišite gor, želim si na tečaj Celestial Inspiration, nesi listek v tekočo vodo, vrži listek boginji Jemanji, ki uresničuje želje. A veste, na koliko tečajev sem si jaz že želela iti, pa nisem imela, ali časovno mi ni šlo skozi, ali finančno, ali karkoli, ampak ko sem si želela, ko sem si res želela, sem to naredila. Sem šla vršiti listek boginji Jemanji in sem rekla, naj se mi vse sestavi, da bom jaz na to šla, če je zame prav. In če je zate prav, božanski svet nas podpira, duhovno vodstvo nas podpira in če je zate prav, da boš na tečaju, potem boš na tečaju, ampak je od tebe odvisno, da ti narediš prvi korak, da se odločaš, da rečeš, ja, jaz hočem priti na tečaj, da greš pogledati opis, da si prebereš, da začutiš, kaj bo to, da začne vibrirati ta energija v tebi in si z nasmeškom rečeš, ja, jaz to hočem, ne bom se ukvarjal z mojimi omejitvami, ampak s tem, kar si želim, in preprosto vržeš listek Jemanji in si v tej vibraciji in si želiš in opazuješ potem v naslednjem tednu, od kje prihajajo informacije, od kje prihajajo. In noro je, kakšne zgodbe se dogajajo, ko se ti res odločaš, da boš ti nekam šel, se ti celo življenje preoblikuje, če je zate prav, da boš tam. Tako da zaupajmo, zares te spodbujam, zaupaj v božanski tok tvojega življenja, ker stvari potekajo na takih nivojih, manifestacije se dogajajo na takih nivojih, da si niti predstavljati ne moreš. Zato to je sploh zelo poseben tečaj in si ga lahko na zelo poseben način tudi zmanifestiraš, da boš z mano tam. Tako da poskusi in začni. In če pa ne bo se speljal, potem pa samo ohrani to željo do drugega leta in v enem letu boš pa zagotovo imel dovolj časa, da si ga zmanifestiraš. Tjaša, praviš, da angelčki zelo ljubeče komunicirajo. Ja, zelo, zelo. Kaj pa, če imaš hude moreče sanje? Zdaj, tako bom rekla, niso vse sanje sporočila angelov, ampak so uvidi, ki jih mi dejansko zberemo iz duhovnega sveta. Zato sama vidim, da angeli nikoli nam ne prenašajo sporočila v grobih sanjah. Včasih dejansko gre bolj za to, da mi določene, kako bi temu rekla, določene energije, ki jih mi držimo v sebi, ne spustimo, ne delamo solnih pilingov, ne telovadimo, ne dihamo, ne damo stran od sebe to, kar se nam tekom dneva zgodi in mi to težko energijo zadržimo in se potem, ko pride zelo močna zavest tekom noči do nas, to transformira v težke sanje. Zato je zelo pomembno, da skrbimo za zelo veliko umirjanja pred samim spanjem. Nataša pravi, nikoli ne sanjam moje pokojne mame, čeprav si to želim. Nataša, spustijo, dovoli, da gre v svetlobo, ti pa daj svojo pozornost v sedanji trenutek, v tvoje življenje. Naučiti se moramo, vsi se moramo naučiti naše drage ljudi, ki so nas že zapustili, spustiti. To je njihova duša, ima svojo pot in moramo mi v bistvu se res, radi jih imamo še vedno, ampak jih moramo spustiti. Zato dovoli, da gre, in če ne sanjaš, pomeni, da je to prav, da ona je v svobodi in svetlobi in je lepo in ji dovoli in se ukvarja s sabo.